Danes poteka tradicionalna parada učenja tle na ploščadi pred Kulturnim domom Krško. Z nami sodeluje 20 organizacij, ki predstavljajo svojo izobraževalno ponudbo in priložnost za pridobivanje novih znanj ali pa spoznavanje priložnosti za to. Sicer smo Ljudska univerza Krško 29. leto zapored koordinator prireditev Tedna vseživljenjskega učenja v Posavju in z nami sodeluje letos preko 50 organizacij. V času od 10. maja do 16. junija koordiniramo skupaj s partnerskimi organizacijami 180 prireditev, kar so lepe in zgovorne številke. Parada učenja ima za mestno občino velik pomen, tudi to se izkazuje skozi našo podporo temu dogodku. V končni fazi govorimo o 12. paradi učenja, kar pomeni, da nadaljujemo zgodbo, dobro zgodbo predhodnikov. Lahko rečem, tudi potrdim dobro sodelovanje z organizatorjem, to se pravi Ljudsko univerzo Krško, s proaktivno vlogo njene direktorice. Lahko izpostavim, da se izredno zavzema za učenje starejših, za vse življenjsko učenje. Skratka, lahko govorim samo o pozitivnem smislu tega sodelovanja in v končni fazi tudi zavodi, ki sodelujejo z Mestne občine Krško na tem dogodku, izkazujejo to sodelovanje in pa dobro delo v naši mestni občini. Parade učenja so po vsej Sloveniji, 19 jih je vrh dogodkov Tedna vseživljenjskega učenja, kjer se tudi navzven demonstrira to, kar želimo s Tedni vseživljenjskega učenja doseči, to pa je čim več ljudi nekako pridobiti za to interes, za to, da bi se nečesa novega naučili. Bodi si v učilnicah, kjerkoli drugače in nekaj naredili za svoj osebni razvoj. Predstavljamo strokovno izobraževalni center Brežice, pa imamo programe trgovska, vzgojiteljska, zdravstvena in ekonomski tehnik. Izdelki, ko so jih naredili vzgojitelji. Ja, kot vsako leto, tudi letos na paradi učenja predstavljamo muzejske enote Kulturnega doma Krško, to sta Mestni muzej Krško z galerijo Krško in pa grad Rajhenburg. Nekako vsako leto se odločimo, da neko aktualno razstavo predstavimo skozi naš pedagoški program. Letos je to v Mestnem muzeju Krško razstava, ki je bila posvečena 100. obletnici rojstva Rezi Pirc, in pa na gradu Rajhenburg pa predstavljamo razstavo Trapisti v Rajhenburgu, tako da bodo otroci lahko nekako izvajali ta obrazstavni pedagoški program. Grajska enota ponuja izdelovanje klobukov, slamnikov, ki so jih trapisti tudi pri svojem delu kot zaščito na polju nosili. Pri nas, torej Mestni muzej Krško, pa bomo se zabavali z interaktivnimi listi, ki so bili izdani ob razstavi Rezi Pirc. Rezi Pirc, kot vemo, je bila ustanoviteljica Društva prijateljev mladine Krško, Zveze prijateljev mladine, bila je družbeno-politična delavka, zaslužna za to, da otroci še vedno letujejo v nerezinah in še za marsikakšno drugo, bom rekla, zadevo povezano z otroki, tako da se jih bomo na ta način posvetili in oddolžili na tej delavnici. Zveza prijateljev mladine predstavlja danes predvsem prostovoljstvo in vabimo kakšne mlade, da se nam pridružijo. Drugače pa se danes v bistvu tudi majčkeno poigramo z otroki, igramo križce pa krožce. Bomo videli, če bo še kdo prišel, pa bomo zaigrali Črnega Petra. Smo iz Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru, naš sedež je v Krškem, stalna dislocirana enota v Velenju. Na naši fakulteti pa izvajamo celotno vertikalo študija, se pravi na 1., 2. in tudi na 3. stopnji. Tako da lepo vabljeni, da nas obiščete in se nam tudi pridružite. Danes tukaj na paradi učenja predstavljamo naše študijske programe, še posebej pa predstavljamo tudi nove oblike poučevanja, tudi z novo tehnologijo. Znotraj projekta NOO jih razvijamo, tako da je danes tukaj za obiskovalce na voljo virtualna izkušnja z VR očali, nad katero, kot vidimo, so otroci še posebej navdušeni. Sem dietetičarka v Centru za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Krško in danes predstavljamo tukaj na naši stojnici naš center, naše aktivnosti, ki jih izvajamo. Tukaj smo kineziologinja, jaz dietetičarka pa medicinske sestre. In med drugim imamo tudi pasti v hrani malo predstavljene, torej vsebnost soli, vsebnost sladkorja in maščob v živili. Program za zgodnje odkrivanje raka na debelem črevesju. S tem skušamo ozaveščiti ljudi vseh starosti, da se spoznavajo in vključujejo tudi po 50. letu v naš program. Mi danes skupaj z Centrom Svit predstavljamo program,
ki je pomemben za to zgodnje odkrivanje in kjer pač pozivamo ljudi, da se redno udeležujejo, kajti ravno s to redno udeležbo lahko rešimo življenja in nekje vsako leto s tem programom Svit rešimo okoli 200 življenj, kar je zelo lepa številka. Mi predstavljamo našo poklicno gasilsko enoto Krško, katera opravlja različne naloge pri varovanju premoženja. Kot tukaj predstavljamo naprimer sedaj vrno tehniko, to je ena taka naša specializacija, kateri prihodnosti in namenjamo veliko časa in svojih veščin področja požarne in zaščite in sledujemo prometnih nesrečih in vseh teh dogodkih, kateri potrebujejo našo pomoč.